Najlepša hvala. Lep dober dan vam tle vsem skupaj želim. Jaz bom vam na kratko predstavil delovanje Slovenske gospodarske zveze. Sprva pa tudi najlepša hvala današnjemu organizatorju, da ste nas povabili, da vam lahko na kratko predstavimo delovanje naše organizacije. Slovenska gospodarska zveza je bila ustanovljena leta 1988, pomeni pred 23 leti, in je nadstrankarska krovna organizacija Slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Orientirani smo absolutno neprofitno, društvo je z upravnim in z nadzornim odborom in nekako tudi vključujemo vedno več tudi strokovnjakov. Imamo strokovni svet, ki pa so ponavadi ali so univerzitetni profesori ali pa bivši ministri, ki nam pomagajo pri razvoju naše gospodarske dejavnosti. Od samega začetka je bil naš namen, da pomagamo slovenski narodni skupnosti v Avstriji, posebno v dvojezičnem ozemlju. Zagotovo so nekateri tle izmed vas tudi, ko se spomnite, ko je bilo kakih 10-20 let nazaj, cel kup enih takrat avstrijsko-jugoslovanskih podjetij na južnem delu Koroške, ostale danes samo še, ali pa kot tovarne samo še ostal Elan v Brnci. Osredotočili smo se tudi v prostor Alpe Jadrana, pomeni, mi nismo samo osredotočeni na Koroško ali pa na Slovenijo, pač pa na regijo, k tem pripada Zapadni Balkan, k tem pripada tudi del severne Italije. Dejavnost naša je v principu porazdeljena na 3 stebre. V prvi vrsti seveda kot na slovenskem Koroškem moramo gledati, da krepimo manjšinsko gospodarstvo dejavnost, kajti če gospodarstvo ne bo močno, tudi mašina ne bo močna. Kot gospodarska zveza smo se v zadnjih letih zelo osredotočili na čezmejne evropske projekte, tako da se deloma tudi iz teh čezmejnih evropskih projektih financiramo in prav kot je gospod Kantarutti tudi povedal, delamo tudi projekte z Gospodarsko zbornico Slovenije, z Obrtno zbornico Slovenije ter vrsto drugih organizacij tle v Republiki Sloveniji. Naša organizacija trenutno šteje nad 200 članov in člani prihajajo iz vseh koncev, Avstrija, Nemčija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna, in vsi nekako želijo koristiti dobro omrežje naše organizacije. Zelo tesno tudi sodelujemo z gospodarskimi organizacijami v Sloveniji, v Avstriji, prav tudi, kot je gospod Milar rekel, zelo tesno in dobro sodelujemo z Koroško gospodarsko zbornico, kako tudi z Avstrijsko gospodarsko zbornico VKO. Kar je tudi seveda naša naloga je, da delamo v razvoj, v izobrazbo naših zanamcev, pomeni, da zelo tesno sodelujemo z Slovensko gimnazijo v Celovcu, z dvojezično trgovsko akademijo v Celovcu, kakor tudi z visoko strokovno šolo za gospodarske poklice v Šentjakobu. Tle bi hotel poudariti, posebno izpostaviti tudi delovanje Slovenske dvojezične trgovske akademije v Celovcu, kjer je vzgoja 4-jezična, pomeni absolventi, ki zaključijo z 18-19 leti gimnazijo ali pa dvojezično trgovsko akademijo, so v prvi vrsti zelo dobro gospodarsko izobraženi, govorijo slovensko, nemško, italijansko in angleško in so pretežno vsi tisti, ki zaključujejo, že oddani. Pomeni, da tisti, ki ali grejo se študirati, sicer jih pa že kar v kakem 3., 4. letniku jih potem poberejo firme, kot so Siemens, kot je Alstom in kot so tudi recimo Fischer ali kaj takega. Mogoče malo tukaj pogledati, iz katerih strok prihajajo naši člani. Vidimo pa tudi, da je seveda v prvi vrsti obrt, gostinstvo zelo pomembno in imamo pa tudi nekaj, hvala Bogu, podpornih članov. Od leta 2008 naprej je naša vloga tudi kot slovenski poslovni klub v Avstriji in to seveda v sodelovanju z Japtijem. Moramo povedati, da to zelo dobro funkcionira in smo prav postali v zadnjih letih, prav kar se gospodarskih dogodkov v Avstriji tiče, zelo prepoznavni in naša naloga je tudi, da čim bolj tudi forsiramo to dejavnost v Avstriji. Edini problem, ki ga pa vsekako vidim, je to, da se moramo vsako leto na novo potegovati za poslovni klub, kar absolutno ni dobro, kajti preden se še šele navadimo,
je odločitev tle v Sloveniji šele meseca maja ali pa aprila, tako da nam gre pol leta v izgubo in mogoče bo se to v doglednem času kaj spremenilo. Ali pa naj bi se. Tem bi rad povedal tudi, da pokrivamo poleg Avstrije kot slovenski poslovni klub tudi Južno-Tirolsko. Zadnji teden sem imel prezentacijo od Republike Slovenije. Tle bi se na tem mestu gospe Maši Repež rad vse enkrat zahvalil za podlage, ki sem jih posedovala. Hvala lepa, da smo lahko vaše podatke koristili na Južnem Tirolskem. In seveda sem tam tudi izpostavil dobro delovanje. Danes sta na podiju od gospe Finkove, pa od gospoda Lenasje, se pravi Alpina in Trimo Trebnje. Mogoče se lahko še potem kaj rečemo. Interes k tem je, tu bi rad vam vsem povedal. Južni Tirol je provinca, avtonomna provincija, to sami veste, in je ena najbolj bogatih regij celotne Evrope. Jaz bi vsakemu svetoval, ki je tle, da želi kaj z Južnim Tirolom delati z Južnim Tirolom. To so pravi podjetniki in jaz sem zadnji teden sam bil tam in hočem tudi, oni so prav lačni tudi sodelovanje s Slovenijo in želijo preko Slovenije potem še prodreti na trge bivše Jugoslavije. Kaj je danes najbolj moderna tema? Pretok delovne sile, kaj nas čaka od 1.5.2011 naprej. V Slovenski gospodarski zvezi smo na to zelo dobro pripravljeni. Imamo skoraj, da vam povem, zadnjih 10 dni dnevne intervjuje, podaje, prispevke na televiziji ali pa na radiju. Tudi zelo tesno sodelujemo z gospodarsko zbornico Slovenije, z obrtno zbornico, z JAPT in z vsemi organizacijami, ko želimo Slovence zelo dobro pripraviti na trg Avstrije. In mislim, da bo nam tudi uspelo. Prav jutri imamo eno prireditev v Solovcu, ko je že danes prijavljenih 150 oseb. Nažalost je ta prireditev že razprodana in ne moramo več ponujati, ker vemo, ker če se 150 prijavi, potem je še kakih 50 neprijavljenih zraven pride. No? Ampak kot rečeno, mi želimo tukaj zelo tesno sodelovati in tudi smo vam vnaprej v pomoč in zelo radi vam pomagamo, kar nas čaka 1.5.2011. V principu ne bo tako hudo, ne bo pa tako enostavno, kot se vsak zamisli, to pa tudi povedati. Malo, če vidimo popraševanje iz Republike Slovenije, ki prihajajo, v prvi vrsti vidimo je iskanje delovnega dovoljenja, poslovnih partnerjev, tipična klasika. V Slovenski gospodarski zvezi zelo tesno sodelujemo, kot sem že od začetka dejal, na relaciji Avstrija-Slovenija čezmejnih EU projektov in tukaj delamo prav z temi partnerji, s katere sem prav prej tudi imenoval, zelo tesno in dobro skupaj. In vidimo tukaj, da kot Slovenska gospodarska zveza zelo veliko lahko pomagamo slovenskim podjetjem, pa tudi slovenskim ustanovam, kajti skozi znanje jezika, pa tudi zakonodajo, ki je v Avstriji, je znatno potem tudi lažje nam biti v pomoč. Kaj so vsekako naši cilji? Naši cilji so vsekako biti neke vrste predstavnik slovenskega gospodarstva. To že hočem povedati, da gospod Miller je prej nekaj lepega povedal in to vam nekaj povem. Vzemite si res dejansko vzor Avstrijcev, kako so oni organizirani z gospodarskih predstavništv v tujini. To je svetovni vzor, kar Avstrija dela. Tega Amerika nima, to ima samo Avstrija. Seveda, ko so se pravce lotili. Bilo bi kaj takega za Slovenijo zelo pomembno, sam se bo morala Slovenija interno zmeniti, kdo bo to delal. Ali bo to JAPTI, ali bo to gospodarska zbornica, ali bo to gospodarska diplomacija. Jaz v Slovenski gospodarski zvezi vam lahko samo nekaj povem, jaz vam nudim roko, se vam ponujam, da skupaj sodelujemo in mislim tudi, kar nekaj opažamo, da veliko Slovencev, ki pride do gospodarske zveze, vsakemu pomagamo, ne delamo razlik in to je mogoče nas tudi naredilo pri nekaterih kar dosti simpatično tudi. In kot rečeno, kar se tiče sodelovanja z Južnim Tirolom, tu smo že navezali stike, bomo še bolj tesno sodelovali.
To se bomo zmenili prej, ko ste z gospodom Kantarutjem, kako naprej, posebno in na delegacijo spraviti skupaj. In seveda srečanje je pomembno z gospodarskimi ustanovami, matchmakinge ali B2B, ker to je osnova vsakega poslovnega sodelovanja. Jaz se vam zahvaljujem, da ste me poslušali. Upam, da sem marsikateremu dal kak nov pogled v naše sodelovanje. Lahko vedno koristite nas. Tle imam še tudi poslovodkinjo, gospo Marino Ejšpila. Vsi govorimo na Gospodarski zvezi slovenski jezik in vsi radi vam pomagamo, če ste voljni naše pomoči. Hvala lepa.